Lepo pozdravljeni. Ali sploh veste, da v Ilirski Bistrici obstaja najstarejši klub v Sloveniji? Skoraj 60 letij že šteje, gre pa za mladinski klub Nade Žagar in danes je z mano njegov predsednik Jan Surina. Jan, lepo pozdravljen. Živijo. Je to težko breme prevzeti predsedstvo tako stare organizacije? Malo, ja, načeloma se kar da. Sej, verjetno še vedno obstajate kot ne samo klub, kot ga poznamo, večinoma ga poznamo predvsem zaradi koncertov in podobnega, ampak kaj pa recimo galerija, skate klub, to še vedno obstaja? Zadnje cajte je bolj zatišje, tudi glede skaterjev, pa tudi glede druge umetnosti, ampak načeloma še nekako, tudi tu obstaja. Infrastruktura stoji? Stoji, malo je potrebna obnove in tu, če prije prava ekipa, bo spet lahko zaživelo. Čeprav pri vas je ravno to ena od tistih, se mi zdi, dobrih stvari, da se ves čas ekipa malo menjava, kot neka taka super simbioza. Na koncertih so ponovadi ljudje vseh generacij. Vam zdaj torej manjka podmladka? Ja, mislim, načeloma se generacije kar menjavajo, zdaj nekega resnega podmladka za nami še ni, smo vsi pozitivni in optimistični, da bo kmalu tudi tu prišlo. Torej, ampak se zdaj gimnazija v Ilirski Bistrici imajo preveč za delati čez dan ali enostavno ne pridejo? Bi treba pa njih vprašati. Kaj pa sicer sodelovanje? Zraven imate tako imenovano mehko curo, se pravi mladi na eni strani, upokojenci na drugi strani, to sodelovanje še vedno dobro deluje? Še zmeraj dobro sodelujemo in še zmeraj se družimo vsi, tako da. Tudi kakšen balinarski turnir mogoče pade vmes? Pade. Mislim, mi smo sicer rajši kot gledalci, ker nimamo še dovolj znanja, da bi se priključili tekmovanjem, ampak po tekmovanjih pa tudi mi za zabavo kakšno vržemo. Sej sicer pa, koliko pa imate zdaj recimo sploh možnosti za delo v klubu? Zdaj, nekaj let nazaj, če se prav spomnim, ali celo predlani, so vam dali neko novo odločbo, do kdaj je lahko klub odprt. Se je to potem umaknilo? Mislim, ta odločba za notranje koncerte je že kar nekaj časa, imamo do 11. ure. Tisto pred 2 leti, kar verjetno mislite, je bilo pa za zunanji festival, ki ga imamo, ampak zdaj tudi s tem nimamo več problemov. Se pravi, ta festival imamo enkrat na leto, v koncu junija, in zadnje 2 leta spet nemoteno poteka naprej. To je šlo za Mlado Nado? Ja, takrat je bil še festival bistriških bendov, ki se je potem zaradi pomanjkanja lokalnih skupin pretvoril v festival Mlada Nada, kamor predstavljamo tudi skupine z drugih koncev Slovenije in drugih držav. Koliko pa je zdaj recimo bendov aktivnih v Bistrici? Tudi to je eno področje, ki malo šepa zadnja leta, z tiste zlate generacije so šle mimo, malo opustile inštrumente. Tako da zdaj še par bendov sicer ustraja, predvsem na metalskem področju je še par aktivnih, ampak upamo, da bo tudi na tem področju malo bolj zaživelo. Aha, metalci, zanimivo, ker zdi se, da klub je bil vedno bolj znan po teh, da ne rečem, punkerskih ali pa rock koncertih. Ja, je bilo zmeraj bolj tega, ampak zgleda mladina zdaj bolj po težkih ritmih poprijela. Kaj pa recimo glasbena politika? Kako v bistvu izbirate koncerte? Kdo bo nastopal v Ilirski Bistrici? Kdo se za to odloča? Kako se odločite? Mislim, v klubi deluje ena ožja ekipa ljudi, ki sestavljamo program, se pravimo žanrsko ne preveč omejevati, zdaj edini kriterij je tle, če se nam glasba dopade ali pa ne, in potem glede na to določimo program. Se pravi, dosti dobimo že ponudb, ki nam bendi pišejo in se potem odločimo, če smo za ali proti, ali pa tudi mi kakšne bende, ki si želimo slišati in kontaktiramo in se pravimo zmeniti za koncert. Na stari spletni strani ste imeli celo napisano kontaktirajte nas. Ja, tako. A to še vedno velja? Ker zdaj imate 2 spletni strani. Ja, cela zmeda ratala. Se tudi na tem dela. Ampak ja, seveda vsaka ponudba dobrodošla in potem vidimo, če je izvedljiva zadeva. Koliko od tega pa je recimo lokalnih oziroma, da ne rečem, vsaj slovenskih bendov? Mislim, da približno polovica je bila zdaj zadnja leta, nekaj tasga. Dostkrat kombiniramo, naprimer, kakšne bende na turneji, potem s kakšnimi domačimi.
in tu nek stalen proces, no, ponavadi tako, ampak kdaj tudi domače, kdaj so dva tuja benda skupaj na turi, tako da zelo odvisno. Včasih je bila dosti ta povezava z Reko, ali imate zdaj tudi še povezave s kakšnimi sorodnimi institucijami v regiji? Ja, smo še v kontakti, tudi z Reke dostikrat pridejo na koncerte, smo blizek, zdaj še ta meja padla. Tako da je še neka povezava tudi z njimi in tudi kdaj si kakšne bende pošiljamo, če kakšen od nas ne more. Tako da bi rekel, da je še v redu sodelovanje. Ali kdo mogoče tudi vadi v Makenažeju? Trenutno aktivno vadi sam skupina Agregat, ki ima člane iz Postojne in enega iz Reke, tako da je Bistrc lih praktično na pol poti in oni vadijo še pri nas, drugi pa zaenkrat v naših prostorih ne. Kaj pa galerija, recimo zdaj sameva ali? Saj prav prostora za galerijo nikdar ni bilo. No tam mislim, ne v kleti, ampak enega više. Dvorana nad kletnimi prostori, no je, če za kakšne razstave posamezne kdaj, naprimer zdaj v sklopi festivala Mlada Nada smo imeli še kakšno razstavo, ni pa neke stalne postavitve tam, no, bolj o priložnostih. Bolj fotografije na stenah, ene so sicer že zelo stare, tudi 15 let in plus. Ja, mislim, tudi fotografije so bile, mislim, tiskrat, da priložnostno razstavljene. Drugače je edina razstava, če lahko temi tako rečemo, je plakatov, ki visijo po notranjosti kluba iz zgodovine, no. To je zdaj že malo rariteta. Ste razmišljali kaj o prijavljanju na kulturno dediščino ali bi bila samo potem obnova dražja? Ja, nismo še nič resno razmišljali v tej smeri, no, tako da mogoče pa. Se kaj pa sicer, kaj ste bolj? Mladinski klub, nekakšno institucija, ki je prevzela to od Zveze socialistične mladine Slovenije, ali ste bolj skvot, kje se najdete? Ne vem, niti eno, niti drugo. V bistvu glavna dejavnost nam je tu organiziranje koncertov, no. Se pa tudi v prostem času kdaj družimo noter in tako, nismo pa nek mladinski center, bi rekel, ki bi imel nek reden urnik in stalno obratoval. Ja, ker imate pa vseeno v imenu ta mladinski. Ja, to je ostalo. Torej še od tistega čisto začetkov. Koliko recimo si seznanjen z zgodovino kluba? Nekaj že od pričevanj starejših in tako, zdaj kaj več pa ne. So ti kdaj razlagali recimo kakšne stvari, ki so se radikalno spremenile od njihovih časov recimo do danes? Pa kaj pa vem, mislim, se spremenja zadeve, ampak načeloma neko bistvo ostaja isto skozi vsa ta leta. Pa recimo koncerti, ki se jih ti spominjaš, kdaj je bil tvoj prvi koncert, ko si prišel v klub? Jaz mislim, da sem tam nekje v srednji šoli, okoli 2017-2018 začel hoditi. In prvi koncert mislim, da je bil Klemen. Bolj z njega radovednosti in tu prišli noter, pogledati, kaj se tam dogaja. Pa zelo na hitro vzljubili in ful se nam je dopadlo, tako da smo začeli zmeraj bolj redno hoditi na koncerte in potem hmali tudi pomagati pri organizaciji in potem je šlo pol naprej. Kaj pa, to ste bili samo neka družba ali recimo vsi sošolci, prijatelji ste začeli tja zahajati? Bolj neka družba, no, ni bilo tako široko, da bi nas zelo dosti, tiskrat mislim, da se je okoli 10, ko neka članov družbe je prišlo noter počasi in se potem začeli spoznavati s starejšimi ostalimi člani in tako prišli počasi noter. Ker recimo danes, ko praviš, da vam malo podmladka manjka, je to mogoče tudi malo posledica odnosa lokalne skupnosti do MKNŽ-ja, ker po eni strani veliko ljudi iz Slovenije in sveta časti nekako MKNŽ kot neke vrste božanstvo, zdi se pa, da prav lokalna oblast je tista, ki gre zapravo najbolj v nos, da to obstaja. Mislim, da tudi z neko lokalno skupnostjo, lokalna skupnost ima načeloma neko uredi odnos do MKNŽ-ja, vsaj večina. Zmeraj so pač ljudi, ki se jim to ne dopade, ampak to je normalno kot pri vsaki stvari. Zdaj prav zakaj manjka, ne bi vedel. Pridejo generacije, ki so bolj zainteresirane, pridejo, ki so manj in kakor se pogovarjamo s starejšimi, je zmeraj bilo tako, da je nekako v valovih prihajalo enkrat ja, pa enkrat ne.
Je mogoče tu tudi stvar glasbene politike, recimo ustrajate pri bolj enih žanrih ali tudi lahko kdaj slišimo kakšno, ne vem, elektronsko glasbo ali kakšne druga bolj odstopanja. Čompe vem, da bojo pravzaprav tu recimo nek etno, ampak kako pa recimo z elektronsko glasbo? Mislim, v večini smo nekako v ti kitarski glasbi, tudi zaradi tega, ker smo nekako že vpleteni v te kroge, ker scene so zelo povezane in ko enkrat prideš noter, je potem lažje dobivati bende iz te scene. Ampak, kot sem rekel, smo odprti do vsake glasbe, če nam je všeč. Je pa res, te elektronske je bolj malo, mogoče enkrat, dvakrat na letu. Kakšen takšen dogodek zapusti, imamo zmeraj DJ-je, pa zdaj pred kratkim smo imeli tudi, tako da smo tudi do tega odprti. No. Pust je kar legendaren. Poseben dogodek vsako leto. Za letos že pripravljaš masko? Ne še, ampak so začele debate, no. Zdaj smo v procesu zbiranja idej. Imate potem tudi kakšno tekmovanje? Je takrat potem DJ, so koncerti, kako v bistvu izgleda pustovanje? Tekmovanja ni, je pa tradicionalen pohod po pobiranje po mestu v dopoldanskem in popoldanskem času in potem se zvečer vsa druščina zbere pred klubom in tam še zabava za finiš, za finale. Kaj si bil recimo lani? Lani smo bili, mislim, na neki telovadci. Tako, še kar neizvirno. Ampak sicer pa si ljudje res nekaj mesecev pripravljajo na svoje maske. Predvsem ti ljudje z kakšnih vasi, je tu mogoče glavni dogodek v letu in ogromno cajta in tudi financ vložijo v maske in v vozila, ko grejo potem v nedeljo skozi Ilirsko Bistrico. Tako da je kar glavni dogodek za marsikoga v leti. Kaj pa bolj tradicionalne maske, tudi te sodelujejo? Tudi te, mislim, v nedeljo je tradicionalna povorka skozi mesto Ilirsko Bistrico in tam je vse od tradicionalnih skupin pa do modernih mask, no, vse gre skozi. Ali kaj posebnega pripravljate tudi za silvestrovanje? Nič posebnega. Dosti let se družimo mi pač v klubu, v družbi, ampak noben javni dogodek ali pa kaj je bolj druženje, no. Zdaj po zimi ste verjetno bolj noter, ampak ali zunanji oder tudi še vedno obratuje čez leto? Zunanji oder v bistvu je aktiven samo konec junija, ko prirejamo festival Mlada Nada, ker je stvar precej bolj kompleksna in zbiranjem dovoljenj in samo organizacijo. Vse ozvočenje je treba prenesti ven, tako da enkrat na leto naredimo ta dvodnevni festival, drugače se pa vsi dogodki odvijajo noter v klubu. Kako pa imate recimo to, ko imate porazdeljene funkcije? To pomeni, da ko nekdo recimo želi postati tonski tehnik, ga izučite tam ali mora priti že z nekim znanjem? Kako si to potem porazdelite? Mislim, vse funkcije načeloma so dokaj neformalno porazdeljene noter, vsak se prime nečesa, ki se mu dopade, ampak naprimer tako v primeri tonska tehnika je tu se začelo v bistvu tako, da je prejšnji tonski tehnik organiziral tečaj in se nas je nekaj prijavilo in pol tisti najbolj ustrajen je zdaj trenutno tonski tehnik. No. Torej imate samo enega zdaj? Mislim, eden je z naše generacije, pa pomaga tudi seveda še starejši in ostali, tako da jih je neparno vse skupaj. Kateri so bili recimo udarnejši koncerti letošnjega leta? V letošnjem leti bi rekel, mogoče smo imeli Powerplant iz Anglije, pa bilo dosti ljudi, pa Prison Affair iz Španije, zdaj kaj drugega da bilo, pa zdaj pred kratkim smo imeli tudi Guitar Wolf iz Japonske, pa še marsikaj tako ostalega. In je bilo tudi kaj metanja v množico, strop je sicer precej nizek? To je obvezen del vsega pravega koncerta. Obvezno, kaj pa potem z nogami po stropu še po možnosti? Tudi. Je super, odlično. Zdaj, meni se zdi ena super stvar pri MKNŽ-ju tudi ta, pravzaprav ravno ta neka nenavadna simbioza od teh jutranjih kav, kjer ljudje z ogromnimi irokezami sedijo v sosednjem lokalu in med ljudmi, ki igrajo briškolo, potem naročajo ali svoje prvo jutranje pivo ali kaj podobnega in potem recimo tudi koncerti, ko v bistvu vsi od, ne vem, otrok,
ki še niso šli spat, pa do res ostarelih ljudi pravzaprav pridejo podpirati. To se zdi, kot da je to neko vezivo, predvsem Bistrice in okolice. Ampak ali gre predvsem za domačo publiko ali pogosto prihajajo tudi ljudje od drugod? Ja, mislim, se je okoli kluba ustvarila taka neka lepa skupnost, se mi zdi, vseh generacij. Zdaj za koncerte pa zelo odvisno. Dosti je nekih domačinov, prihajajo pa tudi ljudje iz Reke, Postojne, Ljubljane, odvisno potem od koncerta, no. Tako da je kombinacija in domačih in ljudi iz drugih krajev. So Irokeze še v modi? Pa še kdaj pa kdaj. Kako bi rekel, da danes prepoznaš recimo punkerja na ulici, takole, ko jih vidiš večkrat na leto? Pa mislim, da ni več tako enostavno, kot je bilo včasih. Ja, bi lahko bil tudi Klemen od zada ali Ja. pa... Marsikaj. Kaj pa pričakujete recimo za prihodnje leto? Načrtujete že kakšne koncerte, kako poln je kaj urnik? Ja, nekaj programa imamo že zapolnjenega in počasi se sproti polne naprej, tako da nič kaj posebnega vztrajamo pri naših zadevah in to je to. Se mogoče kaj prijavljate tudi na razpise? Ja, prijavljamo se na razpise, za občinske razpise, pa razpis za urada za mladino. In tu je pa tu, v bistvu nismo lik spretni na tem področju, tako da se držimo ustaljenih, tu kar znamo. Ja, to je potem še dodatno delo pisanja vseh teh birokratskih potrdil. No, tako me je samo zanimalo, ja, če vas v tem smislu podpirajo, ker tam nekje leta 2016 se je zdelo, kot da se je začel nek val zapiranja takšnih neodvisnih prostorov, ne vem, Sokolcu, Novem mestu, Inde, Koper, Argo v Izoli, ne nazadnje, potem kasneje še Rok v Ljubljani 2019. Se ti je zdelo, da so bili kdaj tudi pritiski na to, da je potrebno zapreti MKNŽ? Odkudar sem jaz zraven, ni bilo nekih resnih groženj, da bi se moglo kaj zapirati ali kaj. Mislim, še najbliže, ker smo prišli nekemu nestrinjanju, je bilo 2 leta nazaj, ko nismo dobili dovoljenja za izvajanje koncertov ven, ampak neke resne grožnje v zadnjih letih ni bilo. No. Pa ste šli kaj recimo podpirati tudi te ostale prostore, recimo Rok, ko se ga je zapiralo? Jaz takrat tukaj še nisem bil zraven, ampak mislim, da je bila ekipa zraven, ja, ko se je to dogajalo. No, pa greste kdaj takole z ekipo pogledati kakšne druge prostore, ne vem, Pekarno v Maribor na drug konec Slovenije? Do Pekarne ni še zneslo, ampak radi pa gremo tudi kam okoli na koncerte. No. V Postojni se radi ohlasimo v Kontejnerju ali pa v MCP-ju, pa tudi do Ljubljane, oziroma kamor nam je kakšna zanimiva skupina, pa se zapeljemo. Pa potem jih kar date v prtljažnik in rečete, jutri pa še v BKNŽ-ju? Tako nekako, ja. Mislim, se da tako hitro zmeniti? Malo precej, ja, se da na hitro. Kako pa recimo pokličeš band? Kako sploh prideš do njihove številke? Kako organizirate? Mislim, da danes z internetom je zadeva precej poenostavljena, je večina kontaktov že dosegljivih s par kliki. Drugače pa neka poznanstva, no. Sej, ko sem rekel, scena je zelo majhna, predvsem tle v Sloveniji, vsak pozna skoraj vse, oziroma poznaš nekoga, ki poznata drugega, tako da se stvari hitro prije do dna. Tako da nehvaležno vprašanje, kdo je trenutno po tvoje najbolj vroča roba, kar se tiče nastopanja v Sloveniji? Tu pa ne vem, če na alternativni sceni, seveda. Po tvoje. Pa ne vem, težko vprašanje. Bom rekel Carlik Johnson s Postojne, mi zdaj to prvi pada na pamet. Pa ker so pravzaprav deviacija od agregata. Tako nekako, ja. Kaj pa recimo jazz? Ali je jazz tudi prisoten v MKNŽ-ju? Smo imeli tudi že jazz, zdaj pred kratkim v oktobru smo imeli nek jazz rock iz Češke, da so nas v bistvu tudi že lani obiskali in smo se spoprijateljili s člani, tako da tudi kaj tazga se gremo. Odlično. Kaj pa recimo klasična glasba? Tega pa še jaz ne pomnim, da bi bilo vklopljeno. V redu, si pa omenil, da 60. obletnica se pravzaprav približuje. Ja.
Zdaj, ob 50. obletnici recimo, smo dobili od Mance Filak in Žige Goriška dokumentarni film Mlada Nada, pa še predtem je tudi knjiga izšla, oziroma diplomska naloga, ki je postala knjiga. Se tudi za 60. obletnico kaj načrtuje? Zdaj nekih resnih planov še ni. Smo se pa počasi začeli meniti, da se bo počasi treba začeti kaj razmišljati v tej smeri, ja, ampak ni še prišlo do nekih resnih pogovorov, no. Zdaj kmalu. Ja, se imate še celo leto in pol, ne? Tako nekako, ja. Kako daleč naprej pa delate sicer načrte, ker eni bendi se zdi, da so res zabukirani za zelo naprej? Tudi to odvisno. Zdaj benda se bukira že približno kakšnega pol leta naprej večina, kakšni celo tudi že 1 leto naprej, ampak tam nekje od par mesecev do pol leta je približno naprej se postavlja program. Pa jih še vedno dobro pogostite, vedno ste imeli vrhunsko hrano? Se trudimo v tej smeri, no. Mislim, da ponavadi so kar zadovoljni. Ker gre tudi za bende, ki nastopajo na veliko večjih prizoriščih. Koliko pravzaprav sprejme MKNŽ ljudi? Tam do enih 200 ljudi lahko spravimo noter, no. So pa bendi, ja, z različnih ozadij. Kakšnim je to ta večji klub, kakšnim je to ta manjši, zelo odvisno. Ste imeli kakšen stadionski bend tudi že pri vas? Zdaj ne vem. So že igrali bendi tudi v MKNŽ-ju, ki zdaj igrajo po stadionih, ampak tiskar še niso, no. Kaj pa ti si tudi že nastopil na odru MKNŽ-ja? Pa ne še. Ne? Imaš bend? Ne. Aha, vidiš, no zdaj vemo, kam je šel, oziroma kje ni podmladka. Sem tudi jaz del problema, ja. No, se ti zdi, da je mogoče tudi stvar v tem, da je danes recimo teže imeti garažni bend, kot se temu reče bedroom pop, oziroma pop iz dnevne sobe, ki se je zelo razširil v času korone, ko v bistvu celo glasbo narediš na svojem računalniku, ne? Naenkrat se ne rabiš prepirati z nikomer, češ ne boš tega rifa igral, ne? Lahko sam napišeš cel rif. Misliš, da je mogoče tudi kaj na tem, da recimo kitare niso več tako popularne, ker še 10 let nazaj smo jih še dosti pogosto videli, danes pravzaprav je običajno, ko greš ven, da imaš s seboj zvočnik, ne inštrument? Mogoče tudi dejstvo je, da je ratelu res enostavno ustvarjati glasbo sam z računalnikom ali nekimi drugimi zadevami, ampak ne vem, če je tu glavni problem ali pač sam neko zatišje. Sej koliko pa imate, recimo si rekel sicer, ja, večinoma kitarsko glasbo, ampak recimo zasedb, ki uporabljajo takšne bolj nenavadne inštrumente, te remine, ne vem, ste imeli kdaj harfo na odru? Harfe se ne spomnim. Ne vem, pride vsake toliko tudi kakšen bend s kakšnim zanimivim inštrumentom, ampak ne vem, sigurno parkrat na leto tudi kaj tazga vidimo, pa se začudimo. Se spomniš kakšnega, ki je imel kaj posebnega? Olfa mož mene recimo vedno preseneti, ker pride kar z nekimi na svoj način izdelanimi inštrumenti, vse od plastičnih cevi do raznih, ne vem, kaj so bili že, kremplji kozlov, če se prav spomnim? Zdaj prav, da bi mi kaj padlo na misel, da tak absurden inštrument se ne spomnim, pa ne vem res. Kdaj ste imeli pa nazadnje razprodan dogodek? Da je bil prav razprodan, po moje že v lanskem leti smo jih imeli par letos, ne vem, če smo kdaj prav razprodali. Mogoče pa zdaj za čompe, no, računamo na to. Imate tudi predprodajo? Tokrat ne, je bilo žal malo premalo časa, potem ko smo potrdili bend, da bi vse skupaj zorganizirali, tako da gremo po principu, kdor prej pride, prej melje. Kako pa je sicer z organizacijo koncertov? Marsikateri organizatorji pravijo, da če v bistvu ne dobiš razpisov, si praktično propadel, ker če organiziraš koncert, greš skoraj avtomatično v rdeče številke. Pri nas mogoče imamo to srečo, da nekih bistvenih stroškov že preko opremo vrata ni, glede na to, da smo vsi prostovoljci, tudi smo upravniki stavbe, tako da ne plačujemo neke najemnine. So ti stroški bistveno manjši, je pa dejstvo, da se
tudi glede na vse tu, kdaj koncerti težko pokrivajo, glede na to, da pravimo držati neko normalno vstopnino, nizko vstopnino in bende je potrebno zmeraj več plačevati, ker so tudi cene goriv šle gori, vsi stroški so pač šli gori, tako da razpisi sigurno dosti pomagajo pri tem, da lahko delujemo naprej. Ampak vseeno porabite kaj, dovoljenje za točenje pijač, varnostnika, kje so še ti skriti stroški? Mislim, pri nas ni varnostnika, ker zaključujemo koncerte do 11. ure. Zdaj neki stroški so potem v pogostitvi benda in pač kar gre skupini sami. Koliko pa stane recimo en bend? Pa tudi zelo odvisno. Povprečno tam nekje par 100 evrov, ampak zelo odvisno, za kak bend gre. No. Pa ste kdaj razmišljali, da bo mogoče koncerte izvajali tudi v dvorani? Po eni strani je večja, po drugi strani se verjetno dlje sliši. Mislim, koncerti v preteklosti so že bili v dvorani, ampak glede na to, da je zgornja dvorana stoji na gredah, ni betonske plošče, je statika precej kritična in tudi včasih, ko so organizirali koncerte v zgornjih prostorih, je bil spodaj vse podpuntano, mislim. Podprto, ja. Tako da mislim, da si noben več ne upa gor organizirati, da se ne bi vse skupaj porušilo. Imate kakšne načrte glede obnove v prihodnosti? Sprotno vzdržujemo nekako stavbo, pravimo najboljše po svojih močeh, zdaj kakih večjih načrtov pa zaenkrat ni. Streha še drži? Streha je v bistvu precej nova, se je prenovilo nekaj let nazaj, tako da bi mogla še lep cajt držati. Ja, se to je pomembno, ne? Burja piha tudi čez Ilirsko. Ja. Zdaj, prihodni koncerti do novega leta, bi mogoče nam zaupal, kateri nas še čakajo? Ja, čakajo nas samo še 2 letos, se pravi zdaj 6. novembra prihajajo Čompe in potem en teden zatem 13. decembra, 13. pa KBO iz Srbije in Sranje iz Ljubljane. Potem pa gremo malo na pauzo za 1-2-3 tedne. Se pravi, novega leta v Makenežaju ne bo? Ne bo. Kaj pa v 2025? Imate že kakšne načrte? Ja, tudi že kar nekaj koncertov potrjenih, tako da nadaljujemo s programom potem. Nam lahko kakšnega zaupaš? Ali še ni toliko potrjeno? Mislim, je precej. Se pravi, za leto bomo začeli s enim punk koncertom, ko prihajajo Indikator B iz Hrvaške, pa Have Snow, pa Slovenski Poguba. Naslednji teden potem imamo francoske Ni, potem pa še naprej neki program, ampak zdaj iz glave ne bi vedel vse. Prej si omenil, da letos bodo še igrali Sranje, ki so, vsaj po mojem mnenju, nekako glasniki tega starošolskega punka, ki so ga začele ponovno preigravati mlade generacije ob koncu najstništva, začetku 20 let. Se tudi tebi zdi, da nek tak nov val teh mladih, pravzaprav, ki igrajo prav ta starošolski punk, se je nekako razrasel po Sloveniji v zadnjih 2 letih? Ja, se mi zdi, da zadnje cajte kar bila neka eksplozija teh novih bendov, tudi precej mladine je začelo hoditi na koncerte in je lepo videti, da je spet scena malo bolj zaživela. No. Je mogoče v Ilirski Bistrici problem tudi slaba prometna povezava, ko praviš, da mladi vseeno hodijo na koncerte, ampak kako recimo z javnim prevozom, ne? Ker če greš ven pa boš spil eno pivo, ni ravno fino, če se usedeš v avto, sploh če ni bilo samo eno. Mislim, ja, javne povezave niso najboljše, sicer obstaja povezava z vlakom, ki se jo nekateri poslužujejo, ampak načeloma mislim, da večina pride z avti, pa se en voznik žrtvuje na tisti večer, pa pripelje družbo s sabo. Kaj pa avtobusi? Kako pogosto to pelje? Avtobusne povezave mislim, da so res slabe do Ilirske Bistrice. Niti ne vem točno, ampak precej slabe. No. Ker vlak pa je nekajkrat na dan? Ja, se da pokombinirati, tako da zvečer prideš, pa če prespiš, lahko zjutraj, potem greš nazaj. Ti si bolj uporabnik avta?
Za koncerte ven, ja, načeloma najbolj praktično. Ker vlak pa ne ustavlja tako blizu. E, V redu, kaj pa dostopnost hrane v bližnji okolici? Je treba počakati do jutra ali imate tudi kakšno hitro hrano čez noč za lačne? v poletnih časih se da dobiti neko hitro hrano, ampak zdaj mislim, da bo kar treba počakati do jutra. Ja, super, se da kaj početi potem med 11 in jutrom? Pa zmeraj ostane druženje v klubi, potem pa ne. Povej, kot predsednik, imaš še kakšne zaobljube do konca mandata? Nekih resnih zaobljub ni bilo, se bomo trudili delati to naprej in to je nekako to. Kaj pa prejšnji predsednik? Kdo je bil prejšnji predsednik? Martin Stadler. Je on še aktiven? Še, ja, dosti pomaga s kakimi nasveti in tudi kdaj še kakšne koncerte dela kot tonski tehnik, tako da so vsi še zelo vpeti zraven in nam pomaga zmeraj, ko nam malo zagusti. Kako močna pa je recimo vaša tonska tehnika? Kako, recimo, koliko ljudi, koliko ojačevalcev bi še prenesla? Če pride recimo band z 10 kitarami, bi to MKN že prenesel? Prenesla mislim, da bi. Sicer je oprema precej stara, ampak v prostori deluje precej dobro, tako da načeloma imamo kar dober zvok na koncertih, no. In tudi prave mojstre za gumbi. Zakaj pa tebi ni uspelo do konca z izobraževanjem? Pa bilo preveč vsega drugega, pa potem se usmeril drugam. Si rekel, raj pišem razpise. Tako je. Saj se mi je zdelo, se vem. Kaj se je pa s skaterji zgodilo? Daj še to mi prosim povej. Torej, v bistvu, kaj so bili oni feministični skaterski klub, neko zanimivo ime so imeli? Ja, klub je imel kratico FSNŽ, mislim, da to stoji za Freestyle Nada Žagar. Ampak, ja, ne vem, zgleda starejša generacija podlegla poškodbam, neke mlade pa še ni bilo, tako da zdaj mislim, da lik še en aktiven skater v Bistrici. Mogoče še kakšen nov delam komu krivico. Wow, 2, super. Kaj pa grafitarstvo? Kdo skrbi za vaše stene trenutno? Kdaj je nastal na zadnji mural? Na zadnje mislim, da je bila poslikana zunanjost za 50. obletnico, ko je Evgen Gorišek poslikal. Zdaj otiskati pa nekih posodobitev ni bilo niti ven in niti noter. Mogoče spet čas za malo poživiti. No, evo, ob 60. obletnici. Tako je, smo že blizu. Kar je natečaj, ne? Zakaj pa ne? Ko mu rata do vrhnega nadstropja, lahko vse pobavi. Vsakih 10 let novo nadstropje. Tako, ja. Kateri je tvoj najljubši grafit? Pa mogoče kar ta 2 veni pri vhodu ali pa tisti zraven šanka. Zdaj o alkoholu je seveda treba povedati, da z glavo na zabavo in vse podobno, ampak ali ima MKN že kakšno posebno pijačo? Ja, naša najljubša je Pelinkovc, verjetno. In tudi radi ponudimo kakšnim gostujočim bendom, ki tega nimajo v svojih državah in so potem ponovadi kar navdušeni nad novimi odkriti. Jih še kaj ponovadi preseneti, ko pridejo takole v MKNŽ bende? Kaj tisto ponovadi kar najprej omenijo? Velikokrat so malo v strahi, ker pridejo pol ure z avtoceste dol v neko majhno naselje in se bojo, da ne bo nikjer nikogar, da ne bo nikogar na koncertu, ampak potem se skozi večer ponovadi sprostijo in uživajo. Pa se je zgodilo kdaj, da ni bilo prav nikogar? To na srečo ne. Imamo par ljudi, ki so res zvesta publika, ki manjkajo le s kakšnim opravičilom mame. Tako da enih 20 ljudi je minimum, kar jih pride vsakično. Nimate pa koncertov vsak teden, kaj ne? Ne. Mislim, več ali manj vsak teden, ampak ni pa prav nujno. Mislim, če bi v petek zvečer se nekdo odločil, kaj bi danes počeli v Ilirski Bistrici. Ja, ne, ni nujno, da bi naleteli na odprt klub, no. Tako da obratujemo načeloma samo, kadar so koncerti oziroma kadar se družimo noter, brez nekega fiksnega urnika.
Kaj pa imate kakšne delavnice mogoče, kakšno takšno druge vrste redno druženje trenutno? Trenutno nič, tudi kakšne delavnice so bolj priložnostne, ampak načeloma nič skozi leto. Recimo, če bi želeli imeti kakšen tai chi v dvorani, to ne rabiš veliko skakati, zato pravim tai chi, ki je bolj umirjeno. Smo odprti tudi za to. Mislim, v zadnjem času tudi se v zgornji dvorani igra ping-pong, edino to. Ampak ja, smo odprti za marsikaj. Torej, kaj si ti, bolj ping-pong, bolj kalčo? Bolj kalčo. In gol, sredina? Pa odvis se prilagajam na soigralcev. Ja, tudi to je. Še vedno ste brez žetonov? Seveda. Definitivno potem človek se mora izuriti v svojih ročnih spretnostih. Ena igra je obvezna na večer. Ena na večer? Vsaj. Vsaj. Ok, wow, bravo. Ja, super, Jan. Torej praviš, v prihodnjih 2 letih ne boste zapirali kluba, veselimo se lahko 60. obletnice. Mlada Nada, pa kdaj se začnete pripravljati na to? Se tudi na to lahko bendi sami prijavijo k vam ali jih vi izberete? Ja, tudi kombiniramo in od ponudb in nekaj jih mi skličemo. Letos bo festival potekal, mislim, da pade na 20. in 21. juni na Vrtu. In tam nekje po novem letu bomo verjetno počasi začeli. En band imamo že potrjen, drugo pa mislim, da ne smem še povedati. Aha, ok. Ampak gre pa vseeno za mlade skupine. Kakšni so kriteriji za Mlado Nado, recimo? Ime Mlada Nada ne namiguje na to, da so samo mlade skupine. Nekako smo še zmeraj probali ohraniti ta del, ki ga je zapustil Festival bistriških bendov, da predstavimo aktualne lokalne skupine, ker pa teh ni več toliko, potem kombiniramo z ostalimi skupinami iz drugih koncev Slovenije in z drugih držav. Se pravi lokalno v smislu Alpe Adria? Ja, tako nekako. Ok, ampak Mlada Nada se pa imenuje zakaj potem? Tiskrat smo malo v paniki iskali ime za novi festival, ker se nam ni zdelo prav, da obdržimo ime Festival bistriških bendov, če tam ne bi nastopali bistriški bendi. In potem mislim, da je ideja prišla tudi malo zaradi filma, ki sta ga Manca in Žiga takrat posnela in se nam je vsem dopadla in smo ostali pri njej. Ker koliko let je bil pa prej Festival bistriških bendov? Kaj, 10 let? Mislim, da 14 let bil, ali 15. 14, mislim, da. Ja, elektrika je šla gor, ne? Ja. Nekaj. Ja, super, veselimo se prihodnjega leta. Katero spletno stran zdaj gledamo, da bomo na tekočem? Načeloma novo, ampak bo v kratkem urejeno, tako da ne bo več zmede. Se pravi, Facebook je najbolj zagotovo. Mogoče tudi, ja, posod. Ok. Velja, ja, se vidimo kaj. Jan Sorina, hvala, da si nas obiskal v studiu. Hvala za povabilo. Tako, dragi gledalci, marsikateri band iz svetovne scene, ki ga ne bi pričakovali v klubu za 200 obiskovalcev, se vsako leto, vsak mesec, včasih tudi vsak teden oglasi v Ilirski Bistrici. Če ne verjamete, poglejte, obstajajo tudi video in drugi dokazni materiali. Do prihodnjič, lepo se imejte in se vidimo spet na Megafon TV. Če pa ste mogoče zamudili kak del pogovora, vas povabim tudi na YouTube kanal Megafon TV. Adijo.